Danes se bomo malo ukvarjali z našimi možgani oziroma z našim spominom. Gledal sem nekaj časa nazaj en posnetek, ki mi je bil zelo zanimiv, kako si ljudje zapomnijo točno določen vrstni red 52 kart. In se mi zdela zadeva zelo zanimiva. Ne vem sicer, če bo komu od vas koristila, ampak mogoče malo za možgane ojačati oziroma jih mičken prevetriti. In na kakšen način si lahko zapomnite številke ali pa karte. Jaz sem vzel 9 kart iz tako imenovane enke. Zakaj imam dvojne? Ker verjetno veste, da so po 2 številke pri enki. Zakaj imam dvojne je to, zakaj so mi všeč dvojne? Ker si lahko ene karte, se pravi en komplet premešam, si ga zapomnim, ga odložim in vzamem drugega in tistega zložim po vrstnem redu, zato da sam sebe prekontroliram. Zdaj pa, jaz bom vzel za zdaj ta primer samo rdeče barve, se pravi imamo samo rdeče. Lahko bi imeli tudi zelene. In zakaj je to pomembno? Naši možgani vse stvari povezujejo z neko čustveno zadevo ali pa zmeraj je neka povezava, da si zapomni neko stvar, jo poveže z nečim drugim. Ko si zapomnite imena, je ali povezano to z obrazom, ko spoznate novega človeka, je to povezano ali z obrazom, ali pa je to povezano, da si rečete, ok, ta oseba izgleda tako, moj prijatelj ima isto ime. In lahko rečete, ok, to ime povezujem s tem prijateljem, se pravi to osebo s tem mojim prijateljem in si zapomnim temu je tako ime. To je en izmed primerov. Zakaj je ta povezava pomembna? Ker bomo tudi na tem primeru, ko bomo delali, povezovali te karte z našimi povezavami, ki pa bodo rdeča barva prostori v naši hiši, se pravi v mojem primeru dnevna soba je rdeče barve, potem imamo zeleno barvo kuhinja. Zdaj za ta primer bomo vzeli samo rdeče in pa dnevno, da ne bo video predolg. Potem imate pa vsaka številka ima svoj prostor v dnevni sobi. Na kakšen način in zakaj je to pomembno? Predstavljali si boste, da hodite po prostoru, da dejansko fizično hodite po prostoru od ene točke do druge točke in tam je tista številka povezana. Zdaj pa, da bo to pošteno, da ne boste rekli, da sem si prej pripravil, pa si že zapomnil vrstni red, bom premešal karte, takole pred vami. Zdaj, kakšen bo vrstni red, nimam pojma, ampak zato, da vam razložim oziroma da vam pokažem, da si 9 številk, točno določen vrstni red lahko zapomnite prej kot v 5 minutah, pa rečemo 10 minutah, da ne bomo pretiravali. V 10 minutah si komot zapomnite vrstni red, pa verjamem, da prej, ker ste sposobni in mogoče bo komu to izziv. In si lahko zapomnite to prej kot v 10 minutah in boste, verjemite, jutri še vedno vedeli ta vrstni red. Res. Ok, zdaj pa rečemo, da je tu že dovolj premešano. In začnemo s številko 4. V mojem primeru je številka 4 računalniški stol. In si samo predstavljam, da najprej, ko pridem v dnevno sobo, ker je to rdeča barva, grem do računalniškega stola. To je zaenkrat to. Potem imamo naslednjo številko, ki je številka 3. V mojem primeru je številka 3 računalnik, ki je zraven. In si lahko predstavljam, grem do računalnika, se pravi najprej do računalniškega stola in do računalnika, ko sem že tam. Potem imamo številko 6. Številka 6 v mojem primeru je fotelj. Se pravi, ponovim zgodbo. Računalniški stol, računalnik, fotelj. Če vam ne gre to hitro, potem dajte večkrat ponoviti. Se pravi, računalniški stol, računalnik, fotelj. Trenutno je samo pomembno, da veste, kje imate številke, na katerih točkah so kakšne številke in pa kakšen vrstni red hoje imate. Potem imam številko 2, printer. In zdaj si lahko zgodbo naredite. Najprej sem šel do računalnika, se pravi do računalniškega stola, računalnika, dal nekaj printati, ker je trajalo toliko časa, sem šel na fotelj, potem pa sem šel do printerja, ki je številka 2.
Ok. Potem imam številko 1, ki je v mojem primeru televizija. Ok. Lahko si spet ponovite vrstni red. Se pravi, računalniški stol, računalnik, fotelj, printer, televizija. Potem imam številko 0, v mojem primeru so to tablete, se pravi, omara s tabletami, rečemo samo tablete. In spet ponovim, računalniški stol, računalnik, fotelj, printer, televizija in pa tablete. Potem imam številko 5, ki je v mojem primeru omara, ki je zadaj za foteljem, rekel bom samo omara. In spet ponovim, računalniški stol, računalnik, fotelj, printer, televizija, tablete in pa omara. Za omaro imamo številko 7, v mojem primeru sedežna. Se pravi, spet ponovimo, računalniški stol, računalnik, fotelj, printer, televizija, tablete. Iz tablet smo rekli omara, sedežna. In iz sedežne, zadnja številka, je klubska mizica. In zdaj si lahko že predstavljate ta vrstni red s številkami, ali si pa samo predstavljate, kje hodite po prostoru in točno veste, tam je tista številka. Spravi smo rekli, številka 4 je v mojem primeru računalniški stol. Se pravi 4, potem je naslednja številka 3, potem smo rekli, gremo do fotelja, ki je številka 6, potem iz 6 nazaj na printer, ki je številka 2, potem za številko 2 gremo do televizije, ki je številka 1, potem je za 0, ki so tablete, zdravila. Za 0 smo rekli, iz zdravil gremo do omare, ki je številka 5. Za številko 5 do sedežne, ki je 7. Za številko 7 pa ostane samo še 8, ki je klubska mizica. In na tak način ste si zapomnili v 2-3 minutah vrstni red 9 številk. Se pravi, zdaj pa lahko samo številke probam. Se pravi, 4, 3, potem smo rekli 6, 6, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 5, 5, 7 in pa 7, 8. In imate vrstni red 9 številk naštudiran. Tako da ja, mogoče bo komu to pomagalo. Potem, ko pa znate, se pravi z 9 številkami, dodate zraven še zelene. In vse, kar ste naredili, je, da hodite v bistvu iz enega prostora v drug prostor. Se pravi, greste recimo iz sedežne do lijaka, lijak je zelena 2 recimo, in samo dodajate. In na tak način krepite vaš Če komu koristilo, super, dajte poskusiti, dajte izziv sam sebi, pa probite neko novo zadevo narediti v vašem življenju. Vse skupaj ste videli, video je dolg 9 minut, s tem, da sem vam razlagal, pa sem si zapomnil tele številke. Se pravi, vrstni red številk je 4, 3, 6, 6, 2, 2, 1, 0, 5, 7, 8. In nekateri ljudje se sprašujejo, kako si telefonske številke ne zapomnimo več. Včasih smo jih pa znali. Tako da, dajte si izzivno, pa probajte, v kolikem času vam bo uspelo 9 številk si zapomniti. In lep dan vam želim.